Dame in gospodje, zdaj pa pripnite pasove, saj bomo vzleteli. Spoznali bomo namreč nagrajeno digitalno oglaševalsko platformo za ciljno promocijo letalskih destinacij z ljubljanskega letališča. Kakšno vlogo imajo pri tem prvoosebni podatki in umetna inteligenca, nam bo povedala predstavnica družbe Fraport Slovenija, gospa Monika Jelačič. Izvolite. Najlepša hvala. Moram reči, da res impresivni načini uporabe podatkov, ki smo jih slišali strani današnjih govorcev, so me navdušili. Kako pa to počnemo na letališču Ljubljana? Mogoče pa kdo od vas prepozna potencial v lastni oglaševalski platformi, kot jo uporabljamo mi. Zdaj ta platforma, ta uporaba tehnologije je za nas popolnoma preoblikovala način, kako pristopamo k promociji letalskih povezav, kako nagovarjamo popotnike, naše potnike in kako s pomočjo te res učinkovito delujemo na izjemno konkurenčnem trgu. In pravzaprav smo pridobili orodje, ki ga lahko uporabljamo širše, ne samo za promocijo letalskih povezav, ampak praktično za vse storitve in produkte, za katere velja nakup na spletu. Zdaj, tekom današnje predstavitve bi vam rada pokazala, kakšni so bili naši izzivi, kako deluje naša digitalna platforma, kako uporabljamo umetno inteligenco za njeno učinkovitost in pa kako merimo uspešnost našega oglaševanja, povsem konkretno. Pa bi začela z nekaj ozadja, v bistvu našo realnostjo, v visoko konkurenčnem okolju, v katerem obstajamo, saj je v roku 2 ur in pol v bistvu v naši bližini dosegljivih še vsaj 5 letališč in vsi tekmujemo za iste potnike. Zdaj, ta odliv potnikov je vedno bil prisoten, do neke mere vedno tudi bo, ampak naš izziv, da poskušamo v čim večji meri ta odliv zmanjšati, tiste potnike, ki se odlivajo, pritegniti nazaj. Pa k drugemu izzivu, in za tega moramo skočiti približno 5 let nazaj, po propadu našega domačega prevoznika Adrie Airways in skoraj hkratnem vplivu pandemije covid je povpraševanje po letalskih potovanjih praktično obstalo in je bil to res velik izziv za nas, čez noč izgubiti praktično ves promet, ni mačji kašelj. Potniki so postali negotovi, konkurenca se je še bolj zaostrovala in spet, kako jih prepričati, da pridejo nazaj na ljubljansko letališče. Pa še zadnji, tak večji, običajno, pa grem še majčkeno nazaj, bo šlo, običajno so prevozniki tisti, ki nosijo primarno odgovornost za to, da skrbijo za promocijo letov. Žal v našem primeru majčkeno drugače, namreč, ker smo majhen trg, nas proračuni letalskih prevoznikov zelo redko dosežejo, ko pa nas, so te usmerjeni v stvari, ki bi morale biti malo drugačne. V dvig prepoznavnosti predvsem, mi pa bi pričakovali, da spodbujajo povpraševanje. Tako da smo rekli, stvari nekako moramo vzeti v svoje roke, zato da imamo boljši nadzor nad tem, komu, kdaj, kako se komunicira, in smo se odločili, da razvijemo lastno oglaševalsko platformo. Za postavitev celotne rešitve smo morali poskrbeti za kar nekaj elementov. Prvi je bil neodvisna spletna stran, na kateri prikazujemo podatke o letih in pa cene letov. Potem smo se morali lotiti izdelave dinamičnih spletnih oglasov, ki se oblikujejo samodejno.
Morali smo aktivirati programatično oglaševanje in pa razviti lastno podatkovno skladišče. In s spletom vseh teh elementov smo dobili pametno oglaševalsko platformo, ki se neprestano uči, neprestano meri, prilagaja in nam s tem prinaša boljše donose pri naših oglasnih kampanjah. Zadnja dva koraka, programatično oglaševanje in pa lastna podatkovna baza, sta bila še posebej pomembna, pa poglejmo, zakaj. Zdaj, aktiviranje programatičnega oglaševanja, pri čemer nam je pomagala naša agencija za medijski zakup, ki upravlja avtomatiziran in podatkovno gnan zakup medijskega prostora v realnem času. Potem bilo je pomembno tudi zato, ker smo želeli, da naše oglasne kampanje potekajo v preverjenih medijskih okoljih, ki jim lahko zaupamo, in prav to smo našli v tem programatičnem oglaševanju. Torej, v vsakem trenutku lahko izbiramo med približno 60.000 stranmi slovenskih založnikov, pa tudi svetovnih založnikov, ki delujejo na zelo transparenten način. Ta programatičen način je tudi varen in pa nam omogoča globalni doseg, kot lahko vidite na grafiki. Še ena zelo pomembna stvar, da kampanje, ki delujejo v okviru tega načina oglaševanja, neprestano uporabljajo podatke o občinstvih, torej črpajo iz ogledov in pa prilagajajo kampanje glede na rezultate, ki jih dosegamo sproti. Drugi ključni element je bila odločitev za lastno podatkovno skladišče in to je pravzaprav prostor, kjer zbiramo, segmentiramo in pa aktiviramo podatke prve osebe. Če mogoče zato še niste slišali, to so v bistvu zanesljivi, zelo natančni podatki iz virov, iz lastnih virov, se pravi iz naših spletnih strani, iz naših aplikacij, iz naših oglasnih kampanj, ki jih sami nadzorujemo in pa praktično vseh interakcij s potrošniki. In ta sistem nam omogoča, da zelo natančno lahko prilagajamo sporočila glede na interese naših uporabnikov, da segmentiramo in pa gradimo občinstvo glede na podlagi njihovega dejanskega vedenja in pa da zelo natančno ciljamo, kar zmanjšuje v bistvu medijsko potrošnjo, potratno oglaševanje in zelo smotrno uporabimo vsak evro, ki ga namenimo za oglaševanje. Mogoče še nekaj več o podatkih prve osebe. Za razliko od zaprtih sistemov, kot sta recimo Meta in pa Google, kjer se podatki delijo s konkurenco, nam naše lastno podatkovno skladišče omogoča, da imamo popoln nadzor nad njimi. Torej, lahko jih ponovno uporabimo, lahko z njimi oblikujemo občinstva in, kar je tudi zelo pomembno, jih ne omogočamo konkurenci. In model, ki te podatke potem na našem primeru uporablja, je prikazan tukaj na zaslonu. Se pravi, neki signali, podatki o naših uporabnikih na spletu se stekajo na našo spletno stran. Ti podatki se potem prelivajo v to podatkovno skladišče, kjer jih tehnologija obdela in oblikuje naša ciljna občinstva, primarna, sekundarna in tako naprej. S pomočjo teh podatkov oblikuje samodejno žive oglase, kjer se prikazuje prav tista vsebina, ki jo želimo ali pa ki jo uporabnik želi v točno določenem formatu in pa potem, da se ta zanka zapre, te oglasi se servirajo v sistemu programatičnega oglaševanja in podatki, ki jih dobimo v okviru teh kampanj, se zanko zlivajo nazaj na našo spletno stran.
Tehnologijo te platforme smo skozi čas razvijali in če smo najprej uporabljali avtomatiziran oglaševalski sistem, kot ga vidite tukaj na zaslonu, v bistvu podatki z naše spletne strani so se zlivali v to skladišče podatkov, kjer se obdelujejo, in na podlagi nekih vnaprej določenih parametrov je sistem avtomatsko serviral oglase v točno določenem formatu, točno določeni ciljni publiki. To je bila osnova za naslednji korak, in sicer optimiziran sistem, ki ga uporabljamo od lanskega leta, kjer smo vpeljali umetno inteligenco na način okrepljenega učenja. To pomeni, da v bistvu ta tehnologija ves čas testira neke mikroodločitve, kaj, kdaj, kolikokrat prikazati uporabniku določen oglas, da se bo nanj odzval. In ta sistem se neprestano uči, neprestano meri in se izpopolnjuje. Kakšna konkretno je vloga umetne inteligence pri našem modelu, se pravi, pomaga nam pri prednostnem prikazovanju najučinkovitejših oglasov, pri avtomatskem razporejanju proračuna med digitalne medije in pa pri avtomatskem oblikovanju dinamičnih oglasov, točno za določene oči. Mogoče še nekaj o uspešnosti kampanj, na kakšne načine jih merimo, se pravi, najprej prvi stik v tej oglaševalski platformi, kliki, ogledi se zlivajo na našo spletno stran, kjer jim seveda sledimo in potem te preusmerjamo naprej na spletno stran partnerja, v tem primeru Skyscannerja, kjer se zabeležijo podatki o rezervacijah vozovnic in v te imamo seveda mi vpogled, zato da lahko merimo končno uspešnost. Rezultati iz lanskega leta, z njimi smo zelo, zelo zadovoljni in še kar se optimizirajo. Ceno vozovnice, recimo strošek vozovnice, smo uspeli v enem letu znižati z 2 evra na 1,85 in pri tem se je konverzija dvignila z 12% na skoraj 16%. Temu je prikimala tudi marsikatera žirija mednarodnih in pa tekmovanj v slovenskem prostoru. Nagrajeni smo bili namreč na področju uporabe podatkov in pa digitalne učinkovitosti. Toliko z moje strani. Bom vesela vaših vprašanj, sicer sem pa na voljo tudi na LinkedInu. Najlepša hvala, gospa Jelačič, za tole predstavitev. Kot že rečeno, vprašanja so dobrodošla. Ima kdo kakšno? Bomo videli kakšno roko. Imamo eno vprašanje, če lahko prosim tukaj prinesemo mikrofon. Spredaj čisto v prvi vrsti, samo sekundico. Čestitam za to vašo rešitev, Aleksandra iz S108. Vprašanje imam, nisem zasledila, pa me zanima, ali tudi s pomočjo teh rešitev lahko beležite podatke oziroma ciljano na različne neke ciljne skupine, persone. Ja, kot sem omenila, v bistvu ta tehnologija v ozadju neprestano oblikuje te različne sklope ciljnih skupin. In potem glede na to, kar ve o njihovem vedenju na spletu, prilagaja te naše oglase v realnem času, zato da so kar se da učinkoviti za različne interese. Super, še kakšno vprašanje vmes se porodilo? Ne vidim rok, očitno smo bili dovolj izčrpni. Najlepša hvala, gospa Jelačič, in še en aplavz, prosim. Hvala lepa.